V tej vadnici bomo pokazali, kako nastaviti kote in kako se objekti kotirajo v Allplanu. Pri kartici opisi lahko naletimo na različne vrste koles. Od linijskih, višinskih kotne kote, izrisovanje in podobno. Nato sledi del s funkcijami, s katerimi se lahko dodajajo, brišejo ali spreminjajo lastnosti kot. Začeli bomo z linijskim kotiranjem. Izbrali bomo funkcijo, ki se imenuje kotna črta. Nato lahko na tem majhnem oknu izberemo različne možnosti, od prevzemanja parametrov od kotnih črt, do nalaganja priljubljenih nastavitev ter izbire tipov kotnih oznak. Horizontalne, vertikalne, kote pod kotom in ravne kote. Z vstopom lastnosti lahko spreminjamo različne nastavitve te kotne črte. Od velikosti puščice do samega videza, kjer imamo velik izbor oblik puščic. Nato sledijo nastavitve, kjer lahko izklopimo ali vklopimo prikazovanje kotne črte. Prav tako se tukaj nahaja možnost postavitve besedila na enake razmejk. V tem delu lahko spreminjamo nastavitve elementov. Splošne nastavitve za kotno črto. Pomožne kotne črte. Simbola ali številk in besedila. S klikom na sloj lahko prevzamemo enega izmed slojev, ki se nahaja v bazi Allplan. Pojdimo na razdelek opis, nato kote in izberimo linijske kote. Vedno je treba preveriti, ali so pero, črta in barva vključeni. Potrdimo z redu in vsi elementi bodo prevzeli lastnosti izbranega sloja. Spodaj so 3 kartice, med katerimi lahko menjamo. Dodatne nastavitve, vezane na kote in stil kotiranja. Začnimo z zavihkom besedilo. Na tem zavihku so nastavitve besedila. Odpisave, višine besedila, razmerje glede na merilo in podobno. Lahko se preveri poravnavo besedila, izreže površina za kotnim besedilom in prikaže kotno besedilo narobe obrnjeno. V desnem delu se nahaja poravnava. S klikom na spustni meni spremenimo pravilnik. Tukaj je na voljo nekaj standardnih pravilnikov, kot so avstrijski, češki in slovaški pravilnik. In 2 vrsti švicarskega načina kotiranja. Seveda, s klikom na pravilnik Allplan določimo svoje poravnanje. Spremenijo se nastavitve kotnih enot pri kartici besedilo kota. Od milimetrov pa vse do palcev. Zaokroževanje vrednosti v milimetrih. Število decimalnih mest in število ničel za seboj. Prav tako, s klikom na eksponentni obliki. Vse decimalne številke premikamo v eksponentno obliko. Kotam se lahko doda predpona in sufiks. V tretjem zavitku z imenom možnosti vnosa se spreminjajo lastnosti pomožnih kotnih črt. Izberemo lahko možnosti brez uporabe pomožnih črt. Omejiti črte s pomožnim poligonu. Oddaljimo jih od začetne točke za dolžino, ki jo vnesemo v to polje. Ali pa vnesemo predirefinirano dolžino. Zelo koristna možnost je tudi možnost določanja razmaka med kotnimi črtami na papirju. Oziroma na papirju med tiskanjem. Vse, kar smo naložili, lahko shranimo kot priljubljeno in ga pozneje naložimo. Ali prevzamemo lastnosti kolesa predhodno navedenega objekta. S klikom na orodje se odprejo dodatne možnosti, ki vplivajo na videz kotne črte. Povemo v redu in začnemo s kotiranjem objekta.